Za uvod dovolite samo nekaj podatkov. Agencija Republike Slovenije, tudi direktor je z nami, gospod Gerkeš, zmanjšuje sredstva za raziskave že nekaj let. In sicer od leta 11 do 15 je iz 180 milijonov so prišla sredstva na 130 milijonov, kar znaša okoli 36% bruto-družbenega produkta. Po letu 2010 se je proračun za znanost drastično skrčil in je v lanskem letu znašal le še 66% tistega iz leta 2010. No, rečeno je tako. V bistvu znanost izgublja že 5 let zaporedoma in če se bo trend nadaljeval, bomo počasi tonili v nerazvitost. Da je znanost v minulih letih nenehno izgubljala, je novembra lani izjavila tudi aktualna ministrica Setnikar Cankarjeva, ki je dodala takole. Preprosto tu ni več kje vzeti, vendar napovedi vladnih sej so zdaj drugačne. Tudi na univerzi ni bilo nič drugače. Rektor Svetlik pove, da so se sredstva zmanjšala za 20 milijonov. V letu 11 pa se je obseg pedagoškega dela povečal kar za 20% in bolj, ko se je reformni bolonjski proces končeval, so sredstva vedno bolj upadala. Zanimivo pa je tole, da je v eni prejšnjih sestav Državni zbor sprejel naslednje besedilo, bom kar citirala. Znanje je javno dobro, visoko šolstvo je javna odgovornost. Temeljni nalogi visokošolskega izobraževanja v družbi sta predvsem krepitev in opolnomočenje državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo ter za duhovni, socialni, umetniški in kulturni ter ekonomski razvoj skupnosti. Zato visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavljamo v jedro razvojnih ambicij Republike Slovenije. Visokošolsko izobraževanje pa je za Republiko Slovenijo prednostno, še posebej v sedanjem zahtevnem obdobju svetovne gospodarske krize. Ni kaj, lepo rečeno in zapisano, vendar se sprašujemo, če bi lahko končali sintagmo. Papir prenese vse. Lepa k razpravi. Profesor Lenarčič, vi ste pogosto v svojih izjavah zelo slikoviti, nam lahko postrežete z vašim videnjem in izkušnjami spopadanja krčenja financ v znanosti. No, najprej hvala lepa za to, da ste se pridružili na naši okrogli. Rekel bi se to, kar je najhujše. Slovenija je vsa leta, zadnja leta, ampak sploh odkar polnem govorila o tem, da bi naj postavili družba znanja, da bi naj umestili znanstveno raziskovanje, razvoj, tehnološki razvoj, inovacije v središče našega razvoja, kot pilar, kot se reče, temelj slovenskega ekonomskega in družbenega razvoja, pa vendarle delamo v vsakem premetavanju državnega proračuna ravno obratno. Mi smo na sprotju z slovensko strategijo, ki je bila sprejeta in to sprejeta na vseh političnih širših nivojih in tudi strokovno, delamo prav nasprotno glede na to. Vsak korak, ki je narejen, gre v drugo smer. Zdaj, če gledamo ta sredstva, jaz sem že veliko krat rekel, če govorimo o 130 milijonih, ki so za leto 2015 manj verjetno, potem, doslej sem govoril, da Sloveniji damo za raziskave in razvoj približno 1 kavo na teden na prebivalca. Zdaj s tem denarjem niti 1 kave na teden na prebivalca, ki približno ne moreš več kupiti. Da ne govorim, da seveda kapučino je popolnoma nedosegljiv, ker če bi šli na ta nivo, bi bili seveda presrečni. Kar absolutni obseg pa je približno 1 popoln nogometaš v Španiji letno. Če misli Slovenija, da bo z 1 popoln nogometašem letno naredila tehnološke preboje in da bo prišla v sam vrh razvitih družb, ali pa držav v svetu, se pač močno moti. Zdaj, jaz razumem težave s proračunom in urejanje tega, vendarle, kar sem že večkrat tudi v javnosti povedal, če si nek kmet
kupi semen za 1000 evrov in iz nekega razloga proizvede za 900 evrov izdelkov, seveda ni pot v tem, da naslednje leto kupiš 900 evrov semen. Veste, kam to vodi, rešitev bo enkrat in to nič za semena in nič izdelkov. Zato to ni pot. Mi, po mojem prepričanju, moramo seveda ta trend končno levo obrniti navzgor. In poleg tega, kar je treba dodati, ne samo, da govorimo o denarju za raziskave v javnih zavodih. Govorimo o denarju, ki je namenjen tudi sodelovanju znanosti in gospodarstva, tudi razvoju v gospodarstvu in vsi inštrumenti, ki so bili v preteklosti ali bi morali biti tudi danes in še morda v bistveno večjem obsegu, kot jih je res predvidel, so izginili z terena, tudi jih ni, izpuhteli. Kako si nekdo pač predstavlja, da bomo v tej državi naredili kakršnekoli premike v smislu razvoja, si pač jaz sam osebno ne znam predstavljati. In to seveda bodo čutili najbolj mladi v prvi vrsti, ker mladi preprosto nimajo več priložnosti, da bi se vključevali v razvojne in raziskovalne projekte. Kam bo to dolgoročno pripeljalo, si lahko predstavljate, ampak zaradi kratkoročnih rešitev pride uničevati svojo dolgoročnost, dolgoročno prihodnost, predvsem mladim generacijam, pač mislim, da je to neodgovorno. Poleg tega, če krčiš materialna sredstva za raziskave in razvoj, predvsem krčiš eksperimentalne raziskave, razvojne raziskave, ki so prav tiste, ki so najbližje rezultatom v gospodarstvu. Teoretične raziskave morda bodo malo manj opremenjene, ampak tudi te se da morajo obstajati, morajo biti podlaga kasnejšim eksperimentalnim raziskavam in razvoju. No, profesor Lenarčič, obstaja podatek, da ko ste govorili o materialih, o opremljenosti, obstaja podatek, da je že več kot 80% opreme, raziskovalne opreme, tako rekoč za odpis, iztrošene. Ja, natančno tako. Mi smo v Sloveniji že od ne vem katerega leta, ni Agencija za raziskovalno dejavnost mogla narediti razpisa za raziskovalno opremo, zaradi tega se raziskovalna oprema skoraj da ne kupuje. Sreča so bili centri odličnosti tam leta 2010, kdaj so bili, kjer je nekaj raziskovalne opreme prišlo v Slovenijo. V zadnjem času se zelo malo raziskovalne opreme kupuje, sta se stara. Po drugi strani pa seveda ne gre samo za opremo, gre tudi koliko sredstev dobi raziskovalec, pridobi iz različnih virov torej na per capita. In zadnjič ste imeli priložnost, tukaj je bil inštitut francoski CNRS, ki ima prihodkov 3 milijarde 500, 3 milijarde pa pol letno prihodkov za 33 tisoč ljudi, kar pomeni 3-krat več na zaposlenega, kot je naš inštitut. Zdaj spet se sprašujem, kako smo mi lahko spet konkurenčni kot raziskovalci, kot družba, kot gospodarstvo, če v možnem smislu. Profesor Rutar, vi prihajate z humanistike oziroma družboslovja. Če je profesor Lenarčič govoril o zaskrbljujočih razmerah v naravoslovju, pa tudi tehniki, kakšne so pa razmere v družboslovju oziroma humanistiki? Ja, jaz mislim, da tukaj ni velikih razlik med naravoslovjem in humanistiko in družboslovjem. Skratka, vsi smo tukaj v istem čovnu. Dovolite mi, da preimenujem današnje srečanje. Jaz vidim to, kar počnemo danes, bolj kot protestni shod, kot pa okroglo mizo. Okroglih miz smo imeli precej in velikokrat smo poskušali pozornost posvetiti tem vprašanjem. In k temu se bom kasneje še vrnil, zaradi tega, ker zelo pogosto poslušamo očitke, da se zbudimo znanstveniki samo takrat, ko se razpravlja o proračunu, oziroma da pač nismo vidni. Ampak nazaj k tem morebitnim razlikam. Razlika je samo v tem, da mi, družboslovci, tukaj je kolega še bolj pristojen, in humanisti gledamo mogoče zadevo v širšem kontekstu. Nas zanima, kaj se zgodi z okoljem, ki doživlja takšne pretrese. Mene osebno zanima, kaj se zgodi z skupino mladih ljudi v neki dejavnosti, v tem primeru v znanosti. In ker je bilo veliko o mladih in njihovem odhajanju že rečeno, bi samo tu na kratko povedal, da mene zanima, zakaj je to okolje tako nestimulativno za mladega človeka, zakaj je tako stresno in zakaj
ne omogoča normalnega poteka življenja. Pod tem mislim, da se ta populacija poroča pozno, da se zdaj znanstveniki že med seboj poročajo, zato ker je to bolj praktično in tako naprej. Mene skratka družbeni aspekt tega stresnega življenja zanima. Še bolj me pa zanima, kaj se dogaja za srednjo generacijo, ker o srednji generaciji nihče ne govori. Mi govorimo predvsem o mladih. Mladih nam uhajajo. Se strinjam, to je zelo pomembna tema, ampak zame je enako pomembno, kaj se godi z formiranimi raziskovalkami in raziskovalci in naše spoznanja so, da so te še dodatno frustrirani, ker po 20-30 letih dela izmučeni opažajo, da oni pa nikamor več ne morejo iti, ker jih pri 50-ih nihče ne bo vzel, ne glede na to, kako dobri so, ker pač niso več tako perspektivni kot mladi. Torej, mi z te plati, humanistično-družboslovne, gledamo na ta problem krčenja te razvojne, ampak resnično razvojne dejavnosti v širšem kontekstu. In to je naš problem in zaradi tega sem tudi jaz zafrustriran, ko naletim na tako eklatantno nerazumevanje raziskovalne dejavnosti kot res prvega gonila razvoja. Plakativno, ja, v vsakem nagovoru, v vsakem nastopu kakšnega politika, političarke boste srečali znanost, ki je pomembna za razvoj, potem, ko pridemo do konkretnih stvari, ta tema izpuhti. In to je tisto, kar nas, humaniste ali pa družboslovce, še posebej zanima. Torej, hvala vam, ampak mislim, da bomo o tem posledičnem, stresnem situaciji za okolje, ne zlasti na mlade, najbrž še v nadaljni razpravi, ali pa, kar ste slišali, najbrž kaj pripomb. Profesor Svetlik, že prej sem v uvodu rekla, da se univerze iz leta v leto samo nalagajo obveznosti in povečujejo obseg dela. Kako se znajdete v takih razmerah? Nam lahko to kaj nadrobneje pojasnite? Ja, o tem raje ne bi govoril, ne, ker je vse, kar počnemo, pravzaprav izhajanje izhoda v sili, tako zvani sanacijski programi po naših fakultetah so, bi rekel, na nek način nečastno dejanje, zato ker vemo, da z vsemi iskanji teh rezerv zelo težko najdemo take rešitve in ukrepe, s katerimi ne bi bila prizadeta potem kakovost izobraževanja. In to je dejansko samo reševanje, tako rečemo, v sili. In zaradi tega se mi zdi, da je odločen protest seveda nujen, mi protestiramo na več koncih že več časa, žal se pa ne slišimo prav dobro. Ampak zdaj, ko sem že pri besedi, če dovolite, bi rekel še nekaj na temo tega dialoga ali ne dialoga med nami na eni strani in pa oblastjo ali vlado na drugi strani. Jaz imam neko izkušnjo tudi z druge strani in moram reči, da tudi ta graf pokaže, da smo takrat kljub krizi prepoznali, da je naš izhod v večjem vlaganju v znanje. In leta 2011 je bilo doslej največ sredstev v državi v to vloženega in po tistem gremo pa samo navzdol. In tisto, kar zaskrbljuje na nek način nas vse, lahko ta trenutek je to, da je vlada zdaj, ko dela nov proračun, spet pred tisto staro dilemo, ki so jo zadnje vlade na nepravi način razrešile. To, da so razdelile vsa obstoječa sredstva za tekoče pokrivanje trenutnih interesov vseh mogočih skupin v državi. Niso bile pa sposobne prepoznati, kje so razvojne možnosti, kje je možen razvojni preboj, kam zares vložiti namensko sredstva, da nam bo jutri boljše. Brez tega, seveda pa tudi tisto, kar kolega Luther pravi, ne mogoče, da bi odprli perspektivo ali mladi ali srednji generaciji ali komorkoli, ker ne vejo, zakaj bi se odpovedali, če nihče ne pokaže, pravzaprav, ki je prihodnost razvoja te države. In mislim, da je tukaj zdaj ena taka prelomna točka, ne? Ali bo vlada tudi skozi proračun pokazala, da vidi izhod v večjem vlaganju znanja, ali pa bo seveda, tako kot rečemo nekatere pred njo, delala isto, šla po istem vzorcu. Mi bomo sicer slišali, kako pomembno je danes zaradi krize
oživljanje gospodarstva. Seveda, ampak oživljanje gospodarstva na način, da bomo ga oživljali skozi več znanja, skozi nove tehnologije, skozi več dodane vrednosti v proizvodnji. Oživljanje gospodarstva skozi vse cenejše delo, skozi vse večjo negotovost ljudi, seveda pa je bolj črna perspektiva. Tako da v tem smislu se mi zdi, da nas vse skrbi lahko ta situacija in mislim, da je zato treba povzdigniti glas. Mi smo seveda razumni ljudje, ne, in smo pripravljeni varčevati in to delamo, stiskati pasove in vse skupaj, ampak seveda, če na neki točki pa naletimo na omejitve, ki jih ni mogoče več prenesti. Če hočemo odgovorno ravnati za tisto, za kar smo odgovorni, za ustvarjanje znanja, za posredovanje tega znanja mlade generacije in za posredovanje znanja uporabnikom. In zato se mi zdi tudi pomembno, da smo skupaj tukaj inštituti in univerze, ker je treba na znanje gledati kot na celovit proces. Če ga ne ustvarjamo, nimamo kaj posredovati naprej. Če ga samo ustvarjamo, ne da bi ga posredovali, potem spet nismo dosegli cilja. Ja, hvala vam. Morda bi veljalo tu res še enkrat poudariti, tako kot je profesor Lutar rekel, da mora biti vaš glas slišen večkrat, pogosteje, da potem na nek način ta forma mentis v narodu se začenja drugače dojemati. To so zelo resne stvari, na katere ste opozarjali. Profesor Marušič, domnevam, da na vaši univerzi, da se soočate s podobnimi vprašanji, problemi, stiskami, lahko pa da se tudi motim. Ko bi se motili, bi bili veseli in hkrati pa ne veseli, ker drugot ne bi bilo tako. Ampak seveda temu ni tako. Prav enaki problemi pa mogoče imajo še specifiko okolja, odkoder prihajam, odkoder je porodil tudi direktor tega inštituta in bo sam dobro vedel, kako je pomembno hranitev za to državo. Univerza je bila postavljena iz strateških razlogov, to je najbolj jasno. Pustiti jo životariti, tako kot je sedaj dodeljeno zaradi zmanjševanja sredstev, je zelo nerazumno dejanje. Jaden, ki se bo spomnil, ko pa pred 20-30 leti, tu smo imeli Tomos, Intereuropa, tudi banka je bila še slovenska takrat, bila je Droga, Portorož, potem Izola, Delamaris, Mehanotehnika, Izola, nič od tega več ni. Obala je gospodarska puščava, tam je samo še luka, v njej ne bi, ker je toliko nerazumnih potez v zvezi z njo. In drugi največji zaposlovalec je univerza. Univerza zaposluje približno 700 ljudi, je dokaj zgledna, je ena mala univerza, ki ste bolj veliko publicirate, za tako malo univerzo več kot 200 SCI člankov je kar v redu. Mi smo to z nekaterimi potezami v zadnjih 2 letih okrepili podporo tudi mladim ljudem v tem smislu, da se gibanjejo v pravo smer. Je pa problem, ker ga vsi čutimo, mora biti verjetno širše narave, ni to regionalni problem, ampak je verjetno problem te države in te nacije, tega naroda. Vsak živi organizem mora paziti, da ne dela katerokoli od teh 3 napak, ali pa vsaj ne preveč. Prvič, mora poskrbeti za svoj rod. Če ne skrbi za svoj rod, ga bo to vodil pogubo. Drugi se ne sme preveč udinjati scenarijem drugih organizmov, ker v tem primeru ne živi samega sebe. In tretjič, se ne sme spodjedati, najedati od znotraj. Zdaj, ta tretja lastnost jo žal imamo nekako vgrajeno, Slovenci, da se drugega tlačimo, ampak vsaj tisti prvi 2 bi pa tem prvim 2 pa bi se morali izogniti. Ne moramo zmanjševati sredstva za znanost, zato ker nam reče Nemčija, da je to potrebno, zato da imamo tisti proračun pod 3% ali nad 3%, kaj je že, ker je logična posledica tega, da se bo zmanjševalo v vseh podsistemih, tudi v znanosti, potem bodo mladi ljudje odhajali v tujino, torej kam, tja v Nemčijo, ne bo jim treba jih izobraževati, ker smo jih že mi izobrazili. Kaj boljše kot tako. In seveda, ta podatek o odhajanju mladih smo na rektorski konferenci imeli pred 2 tednoma približno sestanek
predsednikom vlade, povedal sem nekaj podatkov, pa mogoče na hitro. 20 let nazaj tako rekoč niso hodili po srednji šoli na študij v tujino, če že so potem podiplomski in doktorski. Zdaj odhajajo že po srednji šoli in kratek pregled tistih, ki so se udeleževali v zadnjih 5 letih olimpijad znanja, naravoslovnih, pa lingvistične, pa matematične, je da okrog petina teh že gre ali po srednji šoli ali pa takoj po prvi stopni, kar je podatek, ki mora biti zaskrbljujoč zaradi tega, ker drug podatek, ki ga pa s tem vežem, je pa, da to sicer ekstrapoliram iz matematike 20 let nazaj, tisti, ki so se pripravljali na Bledu za matematično olimpijado leta 1995, tistih 15 na slikih, 4 ali 5 imajo zelo močne pozicije v tujini. Eden je tudi podpredsednik Morgan Stanley, mogoče bi Bošče bil tukaj, pa bi naučil te ljudi, kako je treba z denarjem. Skratka, iz tiste generacije, ki niso hodili ven, sploh po srednji šoli, je zdaj že 30% jih ni 35 let stari, ko bi morali tukaj poganjati razvoj so zunaj. Sedanje generacije že odhajajo takoj po srednji šoli. To pomeni, to je dejansko sicer po nekem geometrijskem zaporedju, ampak konvertira k pogubi. Ki bi mogoče končal, pa bi še kaj povedal kasneje o možnih rešitvah. Morgan Stanleya in vašega diplomanta oziroma doktoranta. Neke raziskave kažejo, da so seveda naravoslovci, matematiki izjemno dobri menedžerji v nekaterih podjetjih. Že ker ste omenili, nisem hotel biti nekako šovinističen do drugega dela znanosti, ampak ker ste omenili, bi povedal še na to diskrepanco. V Sloveniji se da se ne leti na sedanjega direktorja, ampak dejstvo je, 1,5% gre za matematiko iz projektov in 1,3% z programov. Amerika NSF, ki ni edini financer, v Ameriki žal matematike NSA, nekoliko malo špionirajo naokoli, NSA, obrambno ministrstvo in NSF, ampak samo NSF je 4% za matematiko, recimo. Nekateri naravoslovni poklici, ali pa kar večinoma njih so v tem trenutku verjetno tisti, ki bi bilo potrebno dati malo večjo pozornost, ker dajo neko določeno fleksibilnost. Vsej so taki tudi, ne bom govoril, da tega ni v nekaterih družboslovnih študijskih programih, potrebno je predvsem čim večja fleksibilnost pri poučevanju in pri študijskih programih, zato ker se svet tako hitro spreminja. No, ampak ker ste govorili o neki depresiji okolja, kjer so kar nekaj podjetij šlo v stečaj, izginilo in tako naprej. Prav ni več, razen Luka ni ničesar več. No, si pa prizadevate, da bo za eksplozijo znanja, recimo mladih diplomantov, doktorantov, ki bodo potem lahko na neki drugi osnovi znanjem spodbudili nekaj novega. Mi smo kljub temu krčenju smo se odločili, da smo majhna univerza, ampak poskušamo nekaj, imamo štipendijski sklad že 8 let, preko katerega financiramo oziroma dajemo štipendije boljšim študentom, jih lovimo tudi zunaj meja Slovenije, tako da vsako leto pritegnemo 5 do 6 študentov, ki imajo uspehe na olimpijadah znanja. Seveda to so taki, ki silno odstopajo od drugih. To se mi zdi, da je nekako na dolgi rok dobro za univerzo. Je pa žal odziv, morate vedeti, okolja tudi negativen. To kaže neko antiintelektualni značaj okolja. Razni pisma, take in drugačne anonimke o tem, kako trošimo denar za tujce, bosance in tako naprej. Samo to so dolgi procesi, ne? Je pa res, da država mora na nek način vlagati v znanost, kot rečemo. Ne? Se spomnim, da ste vi, dr. Blutar, na eni omizju omenili, mislim, da je italijanska ekonomistka Mazzoratova, ki je rekla, da seveda vsa ta uspešna podjetja od Googla, Facebooka in tako naprej, so lahko izšla iz sredstev, ki so se zbirala z davkoplačevalskega denarja, da potem naredijo neke preboje. Zato samo toliko, dr. Marušič, ker sem pač si dovolila, da boste v prihodnjih letih naredili eno eksplozijo znanja, ki bo
namere vaše depresivne spremenila. Predno seveda damo še neko priložnost občinstvu, a bi vi, profesor Gerkeš, ste direktor Agencije za raziskovalno dejavnost in smo najprej postregli z vašimi podatki. Hvala lepa za besedo. Tako lahko dopolnim samo nekatere stvari morda. Vaš prvi stavek, gospod Petric, agencija zmanjšuje sredstva. Agencija je posredni proračunski porabnik, tako da se trudimo zelo in se ves čas opremljamo ministrstvo z argumenti, zakaj se to ne sme dogajati. In to se trudimo že od začetka rebalansa proračuna za leto 2015 in smo prav s podobnimi grafi opremili ministrstvo in tudi ob enih je naslednji sestanek z njimi. Tisto, na kar bi rad tukaj opozoril, oziroma kar me seveda najbolj skrbi, vključno z vami, da so učinki na področju znanosti običajno zakasneli oziroma zapozneli, v dobrem in v slabem. Tako da današnji rezultati so morda rezultat tistih naložb v letu 2010 in okrog leta 2010. To, kar se pa danes dogaja, se bo pa poznalo bistveno kasneje in takrat se bo zelo poznalo. Tega se zavedamo, imamo probleme z načrtovanjem za leto 2015, torej načrt dela, seveda program dela še ni zaprt. Mi smo si drznili iti v nekatere razpise, recimo, kot ste opazili, verjetno je projektni razpis objavljen. Programi so bili na nek način dopolnjeni v letu 2014 že in strah, ki je seveda zdaj prisoten, je ta, da bomo v 2015 in upam, da ne tudi naprej, imeli v glavnem denar seveda samo za programsko financiranje in pa za pokrivanje drugih stroškov, materialnih, investicijskih in seveda tisto, kar se dotika ustanovitvenih obveznosti. Ta slika je jasno, seveda je slaba, ampak ARRS bo še naprej seveda delal na nekaterih notranjih postopkih, izboljševanje postopkov recenzij, razvili bomo nove inštrumente za mlade, za pretok raziskovalcev in tako dalje, ampak v tem trenutku, razen tega, da bomo to delali na zalogo, ne morem pritrditi, da bo kaj več. Zato smo skupaj z vami zaskrbljeni in bom rekel takole, ta dogodek je seveda na mestu, mislim, da se dogajajo premiki na področju vidnosti znanosti v javnosti. Tudi v medijskem prostoru se je zgodilo marsikaj in se dogaja ves čas. Tudi same znanstvenice in znanstveniki, ki delajo korake, ki prispevajo k temu, tako da je to potrebno ves čas izvajati, kot smo že slišali na okrogli mizi. Tako da bom zaključil samo z neke vrste zavezo, da ARRS se trudi v tem smislu, da opozarja ministrstvo na potrebo po sredstvih in računamo na spremembo zakona, ki je zaenkrat v nekem mirovanju, namreč da bi postal ARRS neposreden proračunski porabnik in takrat bi tudi še lažje in bolj vidno lahko izluščili določene anomalije, ki peljejo k zmanjšanemu financiranju. Hvala. Branka Kalenić, Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Jaz bi seveda za svoje perspektive o tem krčenju povedala, da mi pravzaprav na naši fakulteti nimamo več prostora za krčenje, ampak samo za ukinjanje. Vsekakor bo nekdo, če bo se odločil za ta korak, moral prevzeti odgovornost. Nekdo bo moral prevzeti tudi odgovornost, da bolonjska reforma nikoli ni bila plačana. Nam vsem zmanjkuje za 5. letnik. Z denarjem za 4 letnike poučujemo in delamo v 5 letnikih. Vsi imamo že zaključeno bolonjsko reformo in dejansko ne dobimo tistih minimalnih sredstev za izvedbo pedagoškega procesa. Ampak naše delovanje je tudi na raziskovalnem področju. In kvalitetnega pedagoškega procesa ni brez raziskovalnega procesa. Čudi me, seveda, tukaj je že več čuden bilo izraženih in jaz se pridružujem temu čudenju,
še vedno imamo samo uredbo, mi nimamo zakona o visokem šolstvu, o financiranju visokega šolstva. V tej državi od leta 1991 nismo bili sposobni napisati zakona o financiranju visokega šolstva. Vsaka vlada, ki pride na oblast, seveda prilagaja to uredbo in najlažje pač tisto uredbo nekako skrči. Se zgodi tako kot s prejšnjo vlado, septembra povedo, koliko boš financiran, zaprejo pisarne in gredo v opozicijo. Doktorski študij že 2 leti ni financiran, nikakor. Tukaj je bilo omenjena, so bile štipendije v Nemčiji, v Ameriki. 2 leti razen mladih raziskovalcev, projekta mladih raziskovalcev, slišali smo, kdaj je bil ta projekt uveden, nič se ne dogaja. Torej, spet študij, ki seveda vodi v raziskovalno sfero. Jaz mislim, da je res skrajni čas, da ta država pove, kaj je javni interes, kaj je interes te države. Slišimo, da se dogovarjajo o nekih perspektivah, področjih, ki so v prvem planu, ampak tukaj nisem slišala, da je ta perspektiva javno šolstvo, javna znanost. Tako lepo je bilo slišati vaš citat iz parlamenta, ki ste ga tako nekako rezignirano zaključili, papir, ki se prenese. Jaz mislim, da moramo opozarjati. Jaz vam zagotavljam, na Filozofski fakulteti smo začeli opozarjati, tudi naši študenti so res že na nogah, skoraj tedensko se pri nas dogajajo okrogle mize, seveda tudi sindikat tukaj visokošolski stoji nam ob strani in res tokrat imamo izkušnjo od lanskega leta, ko zakon ni bil sprejet, in vam povem, da ne bomo tiho. To je trdna odločitev tudi vodstva Filozofske fakultete in seveda tudi naših študentov. Hvala. Prav na kratko še eno iz univerzitetnega, Ramšak, dekan tukaj čez cesto matematike in fizike. Zdaj bi pa en čist konkreten primer povedal. Ravno zdaj se mi je v zadnjih 3 mesecih zgodilo isto. Na enem začetnem ERC projektu, na ESA projektu in na enem projektu navadnem evropskem so moji kolegi pridobili zelo dobre sodelavce iz tujine, ki so bili pripravljeni priti delati, niso bili najmlajši, srednja generacija, in ko so končno videli, kakšna bi bila plača, kakšni so naši življenjski stroški, so enostavno odpovedali. So rekli, da pač ne morejo tega narediti in ne morejo priti. Seveda, ta problem vsi poznamo, ampak je bilo res 3-krat zapored so k meni prišli, kaj narediti, ali lahko mi stanovanje plačamo, ali lahko karkoli naredimo, da bi jih le pritegnili. Na koncu smo izračunali, se ne da. Namreč to je pa ravno tisto, ko je bilo prej že večkrat rečeno. Naši mladi nam pobegnejo, v redu, to se marsikje v svetu dogaja. V drugem se dogaja, kakor v Nemčiji, da prihajajo not. In mi smo imeli možnost, pri nas to je bilo na področju fizike, 3 res dobre dobiti, ampak na koncu rekli, sorry, ne, mi bi prišli za par mesecev, vse sodelujemo radi, ampak ne moramo mi družine pripeljati, pač to se ne moramo privoščiti. Ja, še tule? Dušan Turk, Inštitut Jožef Stefan. Jaz pravzaprav pa nisem presenečen nad tem, kar se dogaja. Zdaj smo mi v krizi. Ampak situacija se ni spremenila, kar se jaz zavedam vloge znanja v družbi, in to je od mojih študentskih let. V Sloveniji znanje nima mesta. V Sloveniji je nekaj, kar znanje ni vpleteno pravzaprav ne v državo, ne v industrijo. V družbi znanje je, zato ker po neki inerciji, zato ker pač je tukaj ena skupina, ki si prizadeva znanje gojiti, razvijati, ampak pravega sogovornika v družbi zares nimamo. Družba, posebej po osamosvojitvi, se je zavezala razvoju, ki znanja ne potrebuje. Zavezala se je ne deklarativno, ampak pač z dejanji, in ta zavez v bistvu še obstaja. Mi tudi edino akcija zdaj, ko vidimo, je treba piti. Zato, ker upiti je v tej družbi edina metoda, da te kdo sliši. Ne gre družba, pač ta naša družba nima razuma, ni razumljena, ob tem, da mislim, da je interes
tistih, ki, bom po domače povedal, kradejo, da znanja ni, zato ker znanje v bistvu to preprečuje. Tisti, ki ima znanje, argumente, lahko pove, na kakšne načine se ne da krasti, lahko pove, da je potrebno investirati in lahko pokaže, kaj te investicije povejo. Mi to vsi, mislim, vse vemo. Prej Dragan povedal o omenu, da rabiš 15 minut približno, da veš, zakaj se znanje rabi. Mi smo se odločili, da ga ne rabimo. In zdaj, ko je kriza, mislim, šparali smo že prej, ko smo bili v poletu. Zdaj, ko je kriza, pa čisto jasno, da se tukaj reže, zato ker ta družba ne ve, kaj bi znanjem počela. Zdaj, bomo mi spremenili to zavest? Ne vem. Močno dvomim, ker nas je številčno premalo. S tem, da se oglasimo v medijih, mogoče pomagamo, ampak jaz še nisem v svojem življenju uspel nobenega prepričati. Nobenega prepričati v to, da res rabi znanje. Vsak, mislim, večina v tem okolju, so izjeme. Recimo izjema je bila zdaj pogovori, ko smo jih imeli v preteklosti v tovarni Lek. Druge pa večinoma zanimanje, koliko evrov bom jaz od tega imel. To se pravi, niti ne, kaj bo s tisto investicijo, kaj se bo zgodilo čez čas, ki bom jaz nekaj od tega dolgoročno imel, ampak ne, znanje se ne rabi, rabi se evre. In tukaj je treba pač nekje presekati in spremeniti to družbo. Zdaj, kdo jo bo, kako jo bomo, pa jaz enkrat nimam odgovora. Prijatelji, mladi raziskovalec na IS, CKF7. Zdaj bi v bistvu pod vprašaj postavil eno tezo, ki ste jo vsi bolj manj zavzeli, in ta je, da v bistvu ta korelacija, ki ste jo nekako povedali, torej med vlaganjem v razvoj in med recimo BDP-jem ali pa neko splošno dobrobitjo, da je v bistvu tudi kauzalna povezava na nek način, to je bilo nekako implicitno izraženo. Mislim, meni se to ne zdi čist toliko jasno. Mislim, obstajajo tudi neki drugi faktori. Recimo, da dam nek primer, recimo, da se tle na inštitutu razvije neka polprevodniška tehnologija. Jaz ne vidim razloga, da bi se to recimo v Sloveniji razvijali naprej, torej proizvajali. Vsi vemo, kje se bo, pač bo se v ogromnih obratih na recimo vzhodu. Zaradi čist drugih faktorjev. Skratka, a je mogoče čas, da se malo zamislimo, če nimajo mogoče tisti, ki te politike kreirajo prav, da so pač zračunali dejansko, da se ne splača vlagati noter v znanje in tehnologijo na ta način. Ja, hvala. Še kdo? Se bi omizje kaj odzvalo na to, kar ste rekli? Če dovolite, profesor Svetlik, mislim, da ste vi najprej hoteli, bi jaz mogoče poskusila še nekega drugega vidika, z vidika tako imenovane obveščene javnosti, povedati, kar opažamo. Namreč, tole, kar je že tudi tu profesor Turk rekel, te procesi so dolgoročni in seveda po tistem latinskem pregovoru, veste, kako voda izpod jeda kamen. No, ampak gre za to, da se opaža, da družba danes, ki je pač sposobna, mislim, današnja naša, sposobna organizacije nekvalificirane delovne moči, z znanjem pa ne znamo na nek način organizirati vse. Kajti možganski trust, kamor sodite definitivno vi, vsi raziskovalci, profesori in tako naprej, zahteva nek drug princip vodenja, nek drug princip osmislitve tudi strani strukturnih politik. Profesor Svetlik, vi ste bili včasih v politiki, najbrž to veste. No in če na hitro pogledamo, kje so naši slovenski najbolj očitni projekti. Gradimo športne dvorane, hale, ne vem, dimnike in tako naprej. Nimamo pa nekega projekta, kamor bi vključili vas po posameznih področjih, da bi naredili nek preboj, da bi lahko potem naredili neko dodano vrednost, kjer bi participirali vsi državljani. No in tole, kar ste vi, profesor Ravnikarjeva, rekli, a veste,
to na nek način ljudje doživljajo kot samoumevno. Da imamo, ne vem, hrano dobro, da je varnost pred nuklearko in tako naprej. In ravno te stvari je, po mojem, tudi na nek način treba izrekati, da potem ljudje začnejo postopoma dojeti, da če ne bo, recimo, ne vem, mikrobiologov, biotehnologov, ne vem, fizikov, matematikov in tako naprej, kulturnikov, da se nam pa res slabo piše to, kar ste že rekli, ne? Družba zaostali. Se oproščam. Izvolite, profesor Sidnik. Ja, jaz bi imel samo dva komentarja glede na to razpravo. Prvi je ta, da seveda smo tukaj zbrani vsi, ki razmišljamo zelo podobno ali enako, ne? Se pravi, prepričujemo se, prepričani, vsi skupaj smo ugotovili, seveda, da kaj nam manjka, nam moč družbena, da bi uveljavili tisto, kar želimo. Ne? In mislim, da je naloga, ne, pravzaprav naša to, da se poskušamo pridobiti. Zato smo tudi namenoma povabili zraven študentsko organizacijo, ki sicer tukaj nažalost ni zastopana. Ne. In tam je v resnici več družbene moči, ker so množice mladih ljudi, ki želijo, da bi v tej družbi, v tem prostoru perspektivo imeli. Ne. In jaz mislim, da se moramo z njimi povezovati. Na univerzi je to lažje in bomo verjetno morali več pozornosti temu posvetiti v prihodnje. Seveda mislim, da je treba delati pravzaprav povsod v tej smeri. Ne. Ker to, da opozarjamo na problem, ki zadeva pravzaprav našo dolgoročno perspektivo, je problem seveda naše mlajše generacije, predvsem seveda tudi drugih, ampak mlajše pa vsekakor. Ne. To je prva moja refleksija na to razpravo. In drugo, to, kar vsi ugotavljamo, je to, da je pač neko mentalno stanje v tej družbi, ki odbojno deluje, tako rekoč, dostikrat do intelektualnega diskurza, da tako rečem. Ne. In zdaj zelo zanimiv indikator je, ko poslušate razprave, zdaj tudi o proračunu med vlado in lokalnimi skupnostmi, ne, ki zahtevajo svoj delež in kjer ne bi nič dali. Ampak jaz imam tudi z terena, lahko vam povem, eno zelo zanimivo izkušnjo, ko se pogovarjaš z enim županom take majhne občine, ne, ko je on postavil vse mrliške vežice, pa vse asfalt položil, pa kanalizacijo, pa ne vem, telefonijo in tako naprej, on nima več ideje, kaj bi naredil. Ne. In zdaj za nas je še zmeraj, to je to mentalno stanje, bolj pomembno vse to, kar se na zunaj vidi kot nek gradbeni projekt, ne, kot pa to, da nam bežijo, kot smo rekli mladi ljudje, da nam beži intelekt iz države. Tukaj sploh ni konceptov, kaj bi pravzaprav na tem mehkem področju, v smislu razvoja, recimo storitev, kvalitete življenja, novih tehnologij pravzaprav delali. Na ravni tistih, ki so seveda imajo oblast v rokah, od teh mikro lokalnih ravni seveda zgleda, da nekaj podobnega doživljamo tudi na državni ravni. In to je tisto, kar seveda zares lahko zaskrbljuje, ker to je stanje duha, kot se reče temu. Ja, hvala. Ja, profesor Lutar. Ja, jaz se pričujem. Mene čaka čez 20 minut novo lobistično srečanje, tudi se z nekom na naši akademiji, ker pač tudi tam se razmišlja o tem, kako nastopiti, zato bi se zdaj prijavil besedi in morebiti bom moral iti pred koncem. Torej, predlog, da smo konkretni, mi je zelo všeč. Zdi se mi, da moramo dopovedati vsem, ne samo politikom, ampak tudi ljudem, da je znanost vse posod. Vi ste rekli, športne dvorane in dimniki. Znanost je tudi v športnih dvoranah in dimniki. Materiali, lahkost njihova, teža, statika, vse posod je involvirana znanost. In še nekaj je pomembno, mi moramo ljudem, tako politični javnosti kot obči javnosti, dopovedati, da ne gre za samoumevnost in da morda v Sloveniji ne bomo prispevali 10 ključnih odkritij v naslednjih 10 letih, ampak če ne bomo imeli ljudi, ki bojo razumeli ta ključna odkritja, potem ne bomo mogli funkcionirati. In to smo že nekajkrat povedali. Ampak zdaj nazaj konkretno. Prvo vprašanje je definitivno povezano z razumevanjem znanosti in če potem poslušamo predsednika vlade, oziroma najprej predsednika države, ki venomer govori o
drugi Silicijevi dolini, ki naj bi se raztezala nekje od Ljubljane dol proti Dolenjski in dela primerjave med Palo Altom in Stanfordom, ni več smešno. Enostavno ni več smešno. Druga stvar je, mi imamo predsednika vlade, ki prihaja iz univerze in ministrico, ki prav tako prihaja iz univerze. Ministrica ni bila kar neka profesorica ali raziskovalka, ampak je bila vsaj 8 let, kot jaz vem, dekanja. Torej nekdo, ki ve. Torej mora vedeti tudi zdaj. Torej tudi finančni minister. Torej tukaj gre za postavljanje prioritet. Zdaj, torej eno je vprašanje razumevanja, drugo je vprašanje, kako to razumevanje venomer znova izpostavlja. Jasno, medijska prisotnost, ni druge. Spomnil bi vas, 18 let nazaj se nekateri spomnijo, smo izdelali plakat in celo sami plačali objavo teksta, ki je nosil naslov Ali vas skrbi prihodnost. Torej 18 let mi vedno znova na to opozarjamo, potrebno je spremeniti način tega opozarjanja. Zdaj, kako postati viden? Jaz si predstavljam, da lahko Jadran in jaz skoraj brez paradirava pred parlamentom, ampak težko bo pa prepričala najne kolegice in kolege, da se nama bojo podružili in vprašanje, če je to res potrebno. A res moramo na ta način opozarjati? In to je, kar je tudi kolega opozarjal, to nerazumevanje. Vidva v bistvu niste govorila različno, da niste presenečeni, pa smo presenečeni. Kot znanstveniki smo vedno znova presenečeni, zaradi tega, ker razmišljamo racionalno. Tukaj pa imamo opravka z iracionalno. Zato sem jaz tudi vedno znova začuden. Jaz se tudi vedno znova počutim napaden od nekod, ko sem soočen z takšnim. Torej, mi smo medijsko prisotni, lahko smo tudi drugačni, verjetno tudi bomo, ampak to je tek na dolge proge in tukaj se bomo morali zmišljati nove tehnologije. In res je, treba je pač se povezati z mediji, treba je prisiliti ali pa prepričati, da je znanost lahko tudi tema za naslovnice. In zdaj čisto za konec, kaj storiti? To je vedno vprašanje na koncu. Torej, brez sredstva ne bo šlo. Iz nič ni nič. Treba se izboriti. Ta sredstva mora začeti naraščati in ne še naprej upadati. Potrebujemo boljšo zakonodajo. Zdaj to bo vsak rekel, Luther, ki je bil pač vodja te skupine in mu je propadel ta projekt novega predloga zakona, zdaj tukaj še enkrat opozarja, pa dejansko mi smo v tem predlogu novega zakona vendarle prispevali nekaj prelomnih rešitev in te bi bilo pametno upoštevati. Ne pa izumljati na novo. Torej, mi potrebujemo resno zakonodajo, ki bo urejala to področje, tako raziskovanje kot inovacijsko dejavnost in debirokratizacija, to je pa Jadranova mantra. Kadarkoli, kjer nastopamo, on to izpostavlja in dejansko jaz to razumem v širšem smislu. Ko govorimo o debirokratizaciji, govorimo tudi o davkih, o lajšanju davkov, oziroma sploh, da se odpoveduje finančno ministrstvo nekemu davku, zaradi tega, ker je pač neka prioriteta, neko dejavnost je treba spodbujati. Skratka, debirokratizacija v občem smislu, kjer z različnimi mehanizmi lahko dosežemo velike učinke. Ja, profesor Lenarčič, gledajte, strukturne politiki, bom rekla, pogosto vas znanstvenike, raziskovalce napotujejo za sodelovanju z gospodarstvom. Seveda postavlja se vprašanje, kateri in kakšni. Vi imate pri tem najbrž kar precej izkušenj, me pa zanima, koliko smo uspeli ali je politika uspela ustvariti pogoje, da dejansko ta pretok in sodelovanje lahko poteka. Namreč danes, kot vemo, v ekonomiji je menjalna vrednost znanje, ne manualno delo. Torej, to je eno ključnih vprašanje. Torej, pretok znanja poteka na celo vrsto načinov, preko prenosa kadrov, inovativnih kadrov, preko projektov, preko intelektualne lastnine in tako naprej. Zdaj, kaj je uspela naša država ali pa politika, če tako govorimo narediti na tem področju, uspela je vse te inštrumente ukiniti. Čist nič več nima, ta trenutek. Podjetja nam seveda prihajajo samo nekatera, ki še imajo nekaj denarja in vlagajo, torej moram celo reči, da je naš inštitut v zadnjih letih kljub krizi celo povečeval sredstva iz gospodarstva neposredno,
vendar brez inštrumentov. To vsaka družba ve. Ne gre za to, da bi mi dobili nek denar in nekaj delali kar tako, gre za to, da gospodarstvo in znanost, če hočete sodelovati, potrebujete celo vrsto inštrumentov, ki so ne enkratni, naprimer voucheri, ki so bili krasni inštrument, eden od mnogih, ki je bil pred leta 2012 morda upeljan za to, da bi ne bil tak padec denarja v gospodarstvu, je bil enkraten in ukinjen. Tak inštrument mora biti in obstajati kontinuirno in gospodarstvo, znanstvena sfera mora imeti vsak dan priložnost, da se to sodelovanje vplaja preko enega od takih inštrumentov, da ne govorim seveda tudi o drugih. Ker je seveda, zdaj najboljša razlaga je, da je kdo že rekel, tukaj so stvari iracionalne, zaradi tega, ker če znanost dobi za svoje raziskave manj denarja, recimo za materialne sredstva, da pa vse ta denar, ki pride na inštitut za raziskave, če pogledamo, kje konča, vsega mi ne pojemo, vsega ne odvržemo, ampak ga uporabljamo za naše partnerje, ki so najbolj visokotehnološka podjetja v Sloveniji. Tisti, ki končno v naslednjem koraku zgubi denar, so oni. Mi pač naše inštrumente več ne servisiramo, ker nimamo denarja, to so podjetja, ki znajo to servisirati. Naši partnerji, ki z nami sodelujejo v projektih, pač ne sodelujejo več. In tudi ti partnerji, tudi ta majhna podjetja, jaz poznam celo majhnih visokotehnoloških podjetij, ki so z nami močno sodelovali v preteklosti, izginejo s terena. Tisti, ki najbolj čuti te posledice, so prav ta podjetja. Da ne govorim seveda o mladih, ker mene kar naprej ti mladi skrbijo, tudi sedma generacija, ampak ta mladi, pogledajte, nekdo, ki je zdaj končuje srednjo šolo ali pa je na fakultetu in je super inteligenten, super brihten, ima velike ambicije. Kaj ne naredi? Kaj ne naredi? Kam naj se obrne? Kam naj gre? To me ne zanima, se kdo vpraša za tisti, ko bi rekel, vsoto, ki je res marginalna za tako družbo, kot jaz se govori, da cela znanost, če bi dobila za tisti sladkor več, ki gre v kavu, bi te probleme rešili. A res tega ne premoremo? Torej, a res Slovenci ne zmoremo en sladkor za kavo na teden investirati v to? To je tako absurdno, da presega vsako zdravo pamet. In jaz tudi razumem, zakaj, pogledajte, zdaj smo govorili o medijih, vsi so bili tukaj, tudi vi ste iz medijev, gospa iz medijev, ampak gledajte, kje so, vsi jih ni praktično. Jaz ne razumem tega, ali ne prepoznamo kot družba vrednosti tega dela, ali pa te sfere, ki v tej družbi, kot če bi se mi šli neko družbo, kot se otroci usedejo, pa rečejo, ti si gasilc, ti si ne vem kaj, ti si policaj, ti si pa znanstvenik, potem pa ni važno več naprej. Približno tako deluje ta družba. Jaz ne razumem, da nihče ne more, politika seveda, ki vodi predvsem, to prepoznati kot neko vrednost, kot neko potrebno osnovo, da se sploh kot družba razvijamo. Ja, hvala. Zelo slikovito. Profesor Marušič, se bi vi odzvali s vašim razmislekom na tole? Najprej moram reči, da na začetku sem še verjel, da je res ta država nima denarja, pa da moramo vsi malo stisniti pasove, ampak s časoma v teh 3 letih, kar sem rektor, vidim, kaj naokoli malo drugače pogledam, pa moram reči, da ta država ima denar za razne neumnosti, tako da ne moramo več pristati na kakršnokoli dodatno varčevanje. Pa bom povedal samo eno anekdoto. Vsi vemo, da se zdaj gradijo te protihrupne ograje. Zdaj ne vem, zakaj, ali se mora porabiti kakšen denar ali kaj, ampak spraševali smo se, delegacija iz Univerze na Primorskem je obiskala naše severno-primorske kolege v Novi Gorici, pa smo se takrat, to je bilo še pred sneženjem, spraševali, kaj bojo pa naredili, ko bo snežilo, ker so tako blizu. Ja, pol mi je pa kolega prorektor povedal, da je enkrat se vračal domov na Ptuj, pa so tako v 11. uri zvečer, blizu polnoči, sta bila 2 kamiona, kamor so nalagali sneg, ker tisti burkalniki ne nesijo čez ograjo. Se pravi, to je bil totalno stran vržen denar, pa še v neživo stvar, namesto da denar se mora, jaz ekonomije ne poznam, ampak osnovna se mi zdi ideja, da mora denar krožiti ali pa se premikati. Najbolj se premika, če se užive ljudi, pa še v mlade, ki se hitreje premikajo kot mi stari. Tako da moj predlog je, profesor Turk, vi ste omenili 2000, če se tega zelo dobro spomnim, pozna 80. leta se je to že začelo prijemati,
2000 mladih raziskovalcev do leta 2000, sicer jih nismo sproducirali 2000, ampak tudi če smo jih 1500, je bilo super. Dajmo zdaj reči 2000 štipendij in drugih raznih podoblik za naše ljudi, da ne gredo v tujino, pa da kakšnega pametnega iz bivše skupne države pritegnemo ali pa iz kakšnih drugih vzhodnih držav. To bi bil en moj predlog. Drug predlog bi bil pa, prosim, nehajte s tem minus 1%. To je tako nesmiselna zahteva, da moramo za 1% zmanjševati po institucijah število javnih FTE, javnih uslužbencev. Vse znamo to linearno enačbo rešiti. En redni profesor je 2 asistenta, pa znamo premikati sem pa tja, da se bo enačba izšla. Tako ste nam dali neko vsoto denarja, s tisto moramo pač živeti. Tako da to bi prosil, pa bi mogoče na naslednji rektorski konferenci, da ponovno predlagamo, da ne nehajo s tem minus 1%. Še več naj zvišajo za 1,01, da bomo imeli isto kot lansko leto lahko teh FTE-jev. Pravkar jaz sem točno v 11. prišel, ker smo morali to preračunavati, da danes moramo dati, da bojo pravi FTE-ji prišli. No, pa ste uspeli. Jaz še imam diplome iz matematike, Še nekaj sem hotel povedati. Ena stvar je, jaz sem 10 let preživel zunaj, pa se mi zdi, da bi morali biti 3 delovna mesta. Docent, izredni rednik. Edino tako se lahko kontrolira finančna sredstva, ker vsako napredovanje prinese pač več sredstev. Ampak ker nikakor ne moramo prepričati, nismo uspeli prepričati, potem naj bo eno mesto visokošolski učitelj, ampak potem pa zdaj tukaj javno izjavljam, da se ne bom držal tisti, kaj je nek zakon, ki pravi, da ne smejo napredovati. Enostavno bom podpisal, tisti, ki ima naziv, da pravi, bo bil visokošolski učitelj, bo dobil tisto, kar pripada nazivu. Tako da to je naloga moja v naslednjih nekaj mesecih, da te nesmisle izravnam. Jaz mislim, da neke vrste upor vsej leta prinesejo mehčanje v vseh možnih ozirih, predvsem v glavi, človek ni več tako oster, ampak ne bo nobene rešitve, tako kot kolega pravi, da ne vidi, ampak vsaj nakazati moramo neko nestrinjanje z največjimi nesmisli. Ja, škoda, da študentov ni zraven, ni tu, ki slišati bi bilo treba tudi njihov glas, ampak kdaj prihodnič, a ne, profesor Svetlik. No, spoštovano občinstvo, ima kdo zdaj recimo na ta stališča kaj zapovedati? Ja, no? Ja, poprosim. Modr za modre ljudi. Gvido Bratina za Univerzo v Novi Gorici. 2 stvari. Slovenski visokošolski prostor odlikuje pestrost. Mi imamo eno veliko tradicionalno univerzo, malo manjšo na vzhodu, še eno manjšo na zahodu in najmanjšo, ki se od ostalih tudi razlikuje kot edini indirektni proračunski porabnik na zahodu in je tudi raziskovalna univerza. Na Univerzi v Novi Gorici smo, ker je bilo govora o iztrošenosti slovenske raziskovalne opreme, jaz bom rekel, na srečo je naša oprema zelo iztrošena, namreč Bog ne daj, da si privoščimo kupiti kaj novega. Mi smo iz evropskih projektov in čezmejnih projektov pridobili za 4 milijone opreme, vrhunske elektronske mikroskope, spektroskope in smo se zdaj zašli v situaciji, ko bo treba to poganjati. Ta oprema je javna oprema, je na voljo vsem slovenskim raziskovalcem, dajemo jo na voljo evropskemu raziskovalnemu prostoru in seveda normalno bi bilo pričakovati, da od države, da pristopi, glede na to, da ni dala niti evra za to opremo, da pristopi vsaj poganjanju te opreme. Druga stvar, ko en tak birokratski zmaj opleta po svojim repom, po krvavini s kristalom, bojo najmanjši kristalčki te prvi odleteli ven in pestrost slovenskega visokošolskega prostora se bo brez dvoma osiromašila. Najmanjši smo najbolj občutljivi na te neumnosti. In za konec, kar je bilo mogoče že povedano, pa dajmo še enkrat. Slovenska znanost v slovenski družbi
ne obstaja. Mi tudi vidimo, ne, odziv politike, danes jaz ne vidim nobenega, ki bi bil iz parlamenta ali pa iz vlade. Tukaj v osrednjih časopisih imamo vsak dan stran za kulturo, stran za šport, za znanost. Meni se zdi, da je zdaj ena stran na teden, zadnjič, ko sem gledal, ne vem, če je kaj drugače. Osrednja poročila imajo vsak dan prispevek o kulturi, znanost, ne obstaja. Dajmo se sprijazniti, mi ne obstajamo. In ne se prepričati, vsi govorimo, da smo prepričani. Ne idemo s tem. Hvala. Ja, hvala vam, profesor Mihajlović. Zelo na kratko, pravzaprav je zanimivo vprašanje bilo korelacije. Moram to odgovoriti, zato ker je to pogosto pri ekonomistih tema. Odkot pride korelacija med R&D intensity pa ekonomskim uspehom? Iz vsebine. Korelacije se ne da videti iz grafov, ker enostavno ni v njih. Če pa pogledamo vsebinsko, kako določen razvoj določenega proizvoda, Apple iPhone, kako je prispeval v ameriški proračun, je popolnoma jasno. In vsak detajl je ena zgodba, ki pove, kakšna je kauzalnost. Tako da, lepo prosim, če kdajkoli vidite, se kdo ponovi to, si zapomnite, da je vsebinska kauzalnost. No, zdaj pa samo še ena stvar. Večkrat je bilo omenjeno, da je ključ v zakonodaji oziroma rezolucijo. Žal, če to rečemo, imamo resen problem, ki je ustavne narave. Državni zbor je sprejel resolucijo o raziskovalni inovacijski politiki, RIS, leta 2011, če se ne motim, ki ga enostavno nobena vlada od takrat, razen tiste, ki je takrat to predlagala, ne spoštuje. Se pravi, imamo že konstitucionalni problem v tej državi, da se vlada ne drži najvišjega zakonodajnega telesa, to je državni zbor. Se pravi, preprosto je sposobna ignorirati vsak zakon. Ja, Jaz bi še ena kratka stvar povedal. Bodimo končno realni, koliko ta znanost stane. Če želimo priti na nivo razvitih držav, pa recimo, mi smo enkrat gledali, kaj bi bilo, če bi želeli biti kot Finci, potem bi na velikost naše države morali prispevati, se pravi, moral biti budžet ne 100 milijonov, ampak 1 milijardo, ki bi jih morali tam videti. In to milijardo bi moral vlagati že zadnjih 20 let, da bi bila danes Slovenija bliže tistemu, kar bi lahko rekli družba znanja. Tako da dajmo, bodimo realni in povejmo, da mi potrebujemo družba, da bo postala družba znanja, potrebujem 1 milijardo na leto. Vse ne pravim, da je prej takoj do 1 milijarde, ampak prej v 5. To je ena taka realna, oprijemljiva številka, ki bi nekaj povedala. In ne, da te milijarde v proračunu ni. V proračunu je ta milijarda, samo porabi se pač za druge stvari. To povejmo in to zahtevo primimo ven. Je pa seveda tudi alternativa, ne? Dajte nam za plače, pa nas pustite domov. Ne? Pa bomo imeli manj socialnih problemov. Mladi pa po mojem niso problem. Mladi grejo. Mladi niso problem. Problem so tisti, ki ostanejo in mene skrbi moja penzija. Ker jaz ne vem, kdo bo za njo prispeval. Zdaj 6000 penzionistov, moji otroci starejši ga že ni. Mlajši tudi se ve, kam bo šel. Za starejši je problem. Pa ne že prav, ne za mojega očeta, ne? Ampak potem čez 10 let, ne? Takrat ne bo za tem. Hvala. Ja, še profesor Turk, na kratko, bomo počasi. Vračam se na tisto, kar smo v politiki povedali v začetku. Dokler bomo imeli tak parlament in dokler bomo imeli tako izobrazbo v parlamentu in dokler bomo gledali cirkuse med eno in drugo stranko, ko se bojo drugmu metali pod noge in se samo s tem ukvarjali, tog časa nimamo perspektive nobene. In tukaj je tisti ključ. Parlament. Če bi parlament bil resen, bi bilo malo drugače. In za konec, ker je že Finska omenjena, kako so Finci prišli? Oni so imeli leta 90, so imeli 24% nezaposlenost. Propadla je Sovjetska zveza,
ki je bila glavni trgovski partner. In kaj smo naredili? Takratni predsednik vlade Esko Aho je z sklepom parlamenta za dvakrat, za 2 obdobji, dvignil proračun za znanost in razvoj za 100%. To so prvi 100%, čez 4 leta še enkrat, to je bila zaveza. Mi smo jo sprejeli. Pa se vprašajte pa nas, ker bo tako rekel, centri odličnosti, to je pa naša politika, ko se gleda. Centri odličnosti propadajo. Ukvarjamo se z teamingom, če bomo teaminge postavili. In jaz nekoga vprašam, pa rečem, ja, kaj pa te centre bomo pustili pa zdaj umreti, ker so ostali. Ha, vse to so pa Golobičevi centri. Vidite, to je naša realnost. In vsaka vlada vedno nekaj znova začne, uniči vse tisto odprej in ni pomembno, je dobro, samo da pometemo to. No, to sem hotel povedati. In tukaj je ključ. Ja, hvala. Še kdo? Imamo samo še eno kratko vprašanje z stališča zainteresirane javnosti. Profesor Svetlik, za vas, ko se govori o takih in drugačnih primanjkljajih. No, če jaz odgovarjam kot rektor, potem bom rekel odločno ne. Ne, jaz mislim, da je treba na izobrazbo gledati kot na investicijo javnega pomena in da mora zaradi tega, tako kot je bilo tudi predlagano, že ne vsak mlad človek imeti pravico in možnost, da svoje sposobnosti razvije do najvišje možne mere. In če bi uvedli šolnino, je jasno, da takoj nastopi vprašanje socialne diferenciacije, ki bo mnogim preprečilo, da bi do tega prišli. Nemčijo poglejte, Nemčija je poskušala s tem nekaj časa, nekaj let in zdaj nima nobena zvezna država več šolnin, čeprav so v tistih časih, ko je bila ta privatizacija postala moderna, mislili, da lahko na tak način začnejo financirati svoje izobraževanje, nekateri seveda, ampak vsi so to opustili, pa čeprav imajo konservativno vlado. Sem pa zato seveda, da je študij resen, ne, in da se zaračunava neresen študij, ne, če hočete. Zato pa sem, ne, ker se mi zdi, da moramo pa poskrbeti, da bomo kvalitetno delali to, kar delamo. Mogoče to dodal, da niti približno, saj jaz ne bom tisti, ki bi karkoli takega poskušal dovolil, da se na Univerzi na Primorskem bi zgodilo, iz več razlogov. Eden od teh je tudi ta, še več ljudi bi šlo v tujino, ker če bi bila tu šolnina, pa tam šolnina bo šel tja, ker je tam so boljše perspektive za nadaljnje življenje, študij in tako naprej. Mi bomo še naprej, skladno z našo močjo, ki sicer ni velika, podeljevali štipendije iz tistih malo tržnih sredstev, ki jih pridobivati pa jih moramo, če se nam krčijo javna. In prav jutri podeljujemo 41 štipendij za letošnje šolsko leto iz sredstev, ki so nam na voljo tega, kar pridobimo na trgu.